Dober dan, nujna pomoč, kako vam lahko pomagamo? Ja, veste, delal sem si večerjo, pa sem malo predolgo kobase kuhal, zdaj imam pa požar. A lahko čim hitreje nekoga pošljete? Razumem, gospod, to se lahko vsakomur zgodi. A mi lahko zaupate vaš naslov? Ja, to pa ne bi delil, veste, zaradi zasebnosti pa to. Sem namreč zelo skrben pri deljenju mojih podatkov. Aha. Dobro, gospod, a bi mi potem vsaj zaupali vaše ime? Joj, a pa to res rabite? Veste, sem zadnjič bral, kako hitro lahko enem ukradejo identiteto. Pa menda je prav ime tista stvar, ki jo najbolj rabijo. Ja, popolnoma razumem, ampak nekam vendar moram poslati reševalce, preden ogenj zajame še vaše ta poceni pohištvo. Zato je prepozen. Lih, kar je ona ta stara grdenca šla. A ne morete enega tazga helikopterja poslati, da malo kroži tako okrog, pa gleda, kje je ogenj, sej ta oblak dima bi mogel biti zdaj že kar visok. Res bi bilo hitreje, če bi jih lahko poslala saj približno v pravo smer, gospod. A ste v centru mesta? Joj, ne vem, če bi jaz to povedal. Lih zadnjič sem bral, koliko hitro ti lahko vlomijo v stanovanje, če vejo, kje živiš. Jaz nisem prepričan, če bi se upal tako izpostavljati. Gospod, mislim, da nobenega vlomilca ne bo zanimalo vaše zaglenelo pohištvo. Ja, mogoče res ne, ampak ne vem, če sem pripravljen tvegati. Poslušajte, jaz vam garantiram, da vse, kar boste tukaj povedali, ostane med nama. Okej, ne vam bo. Naslov je Gasilska ulica 1. Gasilska ulica 1? Ni to sedež gasilske brigade? Ja, lih prej sem zaključil z izmeno, pa sem si za jest malo naredil, preden grem domov. A boste bolj poslali enega, ali kako? Okej, bom obvestila gasilce.